Danes v Pomurskem dnevniku Moraši brez točk. Nova igrala v vrtcu Laura. Cepivo Janssen v Afriko. Selitev knjig. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nogometaši Mure so v konferenčni ligi spoznali še tretjega nasprotnika v skupini G. Včeraj so se namreč v Ljudskem vrtu pomerili s francoskim Renom, drugim najmočnejšim klubom v skupini. Gostje so upravičili vlogo favoritov, a so se za končni rezultat 1:2 morali pošteno potruditi. Črno-beli so tako na evropskem tekmovanju še tretjič ostali brez točke. Vseeno pa so na odigrano tekmo lahko ponosni. Smo športniki, moramo biti jezni na sebe, moramo biti jezni, ne smemo biti zadovoljni, ker sem že v začetku, kot sem že v Muri, ne želim biti tisti, ki govorijo mi in nas trepljajo po ramenu, kako ste dobri, a zgubili ste. Pomeni, ne želimo tega, želimo biti tekmovalni in fanti so danes lahko, ali pa smo lahko ponosni na fante, na celotno ekipo, moramo biti nezadovoljni z samim izidom. Glede na to, da je zdaj tretja tekma za nami v konferenčnem delu, vemo več, ko smo vedeli pred vsako tekmo o nasprotnikih. To je en kapital, ki ga bomo poskušali izkoristiti v prihajajočih tekmah v ligi. Ja, mislim, da na začetku tekme smo nekako prepustili oziroma so nekako oni igrali, imeli žogo večinoma v svoji posesti. Mi smo čakali na kontranapade in jaz mislim, da smo zares začeli igrati po prvem prejetnem zadetku oziroma ko smo dobili ta zadetek, smo res dobro odreagirali in jaz mislim, da smo in celotno tekmo potem zelo dobro parirali, prihajali v določene priložnosti, situacije, ki bi lahko mogoče tudi boljše realizirali, ampak na koncu so odločile malenkosti in nažalost smo ostali brez točke. Kljub porazu so pri hitrosti igre in natančnosti naredili velik korak naprej. Nekaj časa ali pa se je v enih tekmah v letošnji sezoni zgodilo, da so te individualne napake bile zelo dobro izkoriščene za strani nasprotnikov. Dejstvo pa je, da si tega ne smem privoščiti. Enostavno je to stvar, ki moramo iti skozi, ne glede na izkušeno ekipo, ki imamo, smo vseeno neizkušeni v tem evropskem tekmovanju in sam napredek, sama rast posameznikov in ekipe je vidna iz tekme v tekmo, ker če smo mi, glede na to, da je Ren ekipa, ki ima določeno hitrost, mogoče celo najhitrejšo hitrost kot posamezniki v ligi, bili konkurenčni tudi v tej hitrosti, v intenzivnosti, pomeni, da smo naredili korak naprej. In z tega stališča, še enkrat pravim, to je en kapital po teh treh tekmah, ki ga bomo poskušali naučiti v naslednjih treh tekmah v konferenčni ligi. Gostje so mrežo črno-belih drugič zatresli tik pred koncem prvega polčasa. Sigurno ni lahko iti v drugi polčas, če dobiš gol malo pred tem, ampak kot sem dejal, jaz mislim, da smo dobro odreagirali na to, mislim, da smo danes bili borbeni na visokem nivoju, pokazali tudi karakter, se borili en za drugega in jaz mislim, da moramo biti ponosni en na drugega in da nam mora biti to vodilo tudi za naprej. Problem v prvem polčasu, da smo premalo krat zadržali žogo, kaj smo v drugem polčasu dobro skorigirali, je bilo, da smo bili nepravilno razporejeni, predvsem v vezni liniji. In tu nisem bil zadovoljen, fanti so to v drugem polčasu popravili, tako da sama razporeditev posameznih igralcev, zamenjavo mest, zamenjavo pozicij, pravime prostore, smo bili v prvem polčasu premalo aktivni, zato je bilo potem v situaciji videti, da mogoče ne moremo oziroma smo bili malo pod pritiskom nasprotnika. To smo v drugem polčasu korigirali in bilo dosti boljše. Vseeno pa so bili mursko-soboški nogometaši neizprosni na igrišču in se borili do zadnjega. To je naša kvaliteta, naša hrabrost, naša inspiracija drugega fanta do sebe, do svojih soigralcev. Enostavno, zelo pomembno je, da smo mi in po prvem zadetku imeli takoj priložnost in pri drugem zadetku, kljub temu, da je bilo samo 3 minute do konca, smo imeli ekstra priložnost, v drugem polčasu še več, ampak se pravi, to je ena stvar, ki sem jo omenil že prej, da se ne šparamo v fazi napada, da odšprintamo, ker imamo to kvaliteto. Če ne imeli te kvalitete, ne moreš. Ampak imamo to sposobnost, to kvaliteto in zakaj ne izkoristiti, če jo imamo. Seveda, to je za odvisno. Odvisno, zato ker
moraš ti prisiliti v nasprotnika, da je v defenzivnem bloku, moraš prisiliti nasprotnika, da se začne umikati, ne. Kak pa si v neki situaciji mogoče prepotenten, pa si misliš, da si lahko privoščiš več, kot ti dejansko in te nasprotnik po domače navleče, je pa to druga zadeva, zato je to tekmovanje, zato je nogomet tako zanimiv. Tekmeca se bosta znova pomerila v 4. krogu, in sicer 4. novembra v Franciji. Murskosoboški nogometaši po evropski tekmi nimajo časa za počitek, saj jih že v nedeljo ob 17. čaka gostovanje pri Radomljah. Sicer Mura na lestvici trenutno z 20 točkami zaseda 5. mesto, ekipa Radomlja pa je na 10. mestu z 9 točkami. Pred črno-belimi je tako še en preklop z evropskega ritma na domače prvenstvo, a tokrat brez časa za počitek. Ja, počitka ne bo. Razen ta 2 dni. Predvsem je pomembno tukaj, da smo v glavi, da se umirimo, da vemo zakaj, na kakšen način, kar je že v nekem obdobju nam dobro uspevalo oziroma nam uspeva in verjamem in upam, da bo tako tudi zdaj. Šimundža je ob tem izpostavil, da nasprotnika že dobro poznajo, a da tekma kljub temu ne bo lahka. Dejstvo je, da je Radomlje ekipa, ki se je pokazala zelo čvrsta, ima svoj način igre, so prepoznavni, da smo ekipa, ki smo kvalitetnejši smo, ampak to treba pokazati na igrišču. Na igrišču moramo biti maksimalni, na igrišču moramo biti tisti, ki pokažemo, če se si želimo razmišljati čim bolj o svojih zadevah, o svojih principih in seveda prisiliti Radomlje v napake. Da bo pa tekma lahka, to pa nikako ne. Radomlje so ekipa, ki ima izredno energijo, izredno voljo, izredno željo po dokazovanju, nekako so čvrsti v 2 blokih, poskušajo iz prekinitev, iz polkonter, tako da v teh segmentih bomo morali biti izredno previdni. Tekmo 14. kroga bodo črno-beli odigrali v nedeljo ob 17. v športnem parku Domžale. Danes ob 9. je pred vrtcem Laura v Murski Soboti potekala otvoritev novega igrala, namenjenega vsem starostnim skupinam. S tem so želeli spodbuditi gibalno učenje otrok in preživljanje prostega časa v naravi. Sredstva za novo pridobitev pa so prejeli tudi s pomočjo različnih pomurskih podjetij. Aktivno preživljanje prostega časa je za otroke posebnega pomena, še posebej v času epidemije, ko je bilo to pogosto onemogočeno. Ja, marsikakšna stvar je pri gibanju doma manjkala, zato je bilo toliko bolj in lepše videti, ko so otroci bili v vrtcu, da so se lahko razgibali. Res je, da smo imeli igrišče razdeljeno, glede na socialne mehurčke, ampak gibanja je dovolj bilo na vsakem igrišču. Otroci so se tudi tedensko menjali. Tako spletala so se sicer prijateljstva tako mimo grede, čez trakove, čez tiste omejitve, ni pa zamrlo in bilo je zelo pomembno, da so bili skupaj. V tem času, ko je COVID, smo v vrtcu bili primorani ustvariti mehurčke, torej otroke smo delili, nekako jim onemogočili to naravno gibanje, združevanje in zaradi tega smo prav posebej veseli v tem času, da imajo priložnost, da se nekako kljub temu, da so še obstajajo mehurčki, družijo otroci med seboj in da imajo neko novo priložnost, neko novo igralo, ki ga spet lahko koristijo tako ali drugače. Zato so se v vrtcu Laura odločili, da bodo postavili novo kombinirano motorično igralo. Z tem igralom, ki so nam ga pomagali postaviti tudi različne organizacije pomurske, kot tudi podjetniki, smo nekako zasledili oziroma uresničili dolgo željeni cilj, torej da bi neko kombinirano motorično igralo imeli tudi tu v vrtcu Laura, tako v Murski Soboti kot tudi v Tišini, in ta želja se nam je končno uresničila. Tako da otroci so zelo veseli, predvidevam, da bodo zelo koristili to igralo in da bomo tudi v prihodnje nekako probali slediti temu trendu, torej da bomo nekako čim več časa preživljali zunaj in si s tem prizadevali torej tudi za zdravje naših otrok. Pri kakšni se je videl malo zaostanek, predvsem ko so bili tisti večji del doma, ko pa so se vrnili, pa so se začela gibanja, premikanja, plezanja, tekanja, se je pa videlo, da so se stvari vzpostavljale nazaj. In zdaj smo zelo srečni in zadovoljni za pridobitev novega igrala, kjer bomo lahko še bolj razgibali otroke, še bolj podkrepili njihov motorični razvoj. Celotna investicija je znašala nekje 8.000 evrov, večino so pokrili s pomočjo donatorjev, nekaj pa tudi z lastnimi sredstvi. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se preostale dobave cepiva Janssen,
ki jih je Republika Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in bi bile predvidoma dobavljene v letu 2021, donira v instrument COVAX. Gre za predvidoma 612.064 odmerkov cepiva, pri čemer jih bo vlada prednostno usmerila v Afriko. Evropska unija je državam z nizkim in srednjim dohodkom v okviru pobude COVAX dostavila približno 87 milijonov odmerkov cepiva. Evropska unija je aktivno pristopila tudi k implementaciji agende EU-ZDA za boj proti globalni pandemiji, da bi bilo do naslednjega leta cepljenih 70% svetovnega prebivalstva. Donacija v instrument COVAX se bo izvedla preko mehanizma, ki ga je razvila Evropska komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami in vključuje posredno državo članico, Kraljevino Belgijo, ki že ima sklenjeno pogodbo z upravljavcem instrumenta COVAX in dobaviteljem cepiva Janssen za donacijo omenjenega cepiva v svojem imenu in v imenu drugih držav članic. Slovenska usmeritev v Afriko je skladna s strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije, ki določa prednostna geografska območja. Regije Afrike namreč beležijo najnižjo precepljenost, hkrati pa higienske in druge razmere, vključno z dostopom do pitne vode, ki onemogočajo učinkovit boj proti epidemiji. V mariborski knjižnici so se to jesen podali na selitev na nadomestno lokacijo, da bi naredili prostor za novo knjižnico, ki bo v naslednjih letih zrasla na Rotovškem trgu. Tako je včeraj okoli 400 ljudi v akciji Selimo pamet pomagalo seliti knjižnično gradivo s pomočjo žive verige. Osrednjo mariborsko knjižnico na Rotovškem trgu selijo na nadomestno lokacijo, saj se bo konec leta začela rušitev in gradnja novega centra Rotovž. Selitev bo predvidoma trajala 2 meseca, saj je treba preseliti okoli 170 tisoč enot gradiva, razstaviti za okoli 4 km polic in jih prepeljati ter ponovno sestaviti na novi lokaciji. Pri selitvi gradiva pa je pomagalo tudi okoli 400 ljudi. Živa veriga se je začela pri vhodu v knjižnico na Rotovškem trgu in zaključila pred vhodom v trgovski center City, kjer je nadomestna lokacija knjižnice. Delamo pa na 2 frontah. Tukaj praznimo v stari knjižnici in na novi lokaciji oziroma na nadomestni lokaciji v Cityju polni ena ekipa police. Ko bo knjižnica preseljena na začasno lokacijo, jo bodo tam ponovno aktivirali in bo v času gradnje centra Rotovž delovala nemoteno. Knjižnica Rotovž in čitalnica bosta zaradi selitve zaprti vse do 20. decembra. Do takrat pa bo knjižnica znova zaživela na nadomestni lokaciji v trgovskem centru City. Razlika bo predvsem v tem, da je na Rotovškem trgu bilo skladišče, kjer je kar velik del zbirke shranjen, na dosegu roke oziroma na dosegu nog. Pionirska knjižnica Rotovž bo ves čas gradnja ostala na Rotovškem trgu, saj ta objekt ni predviden za rušenje. Po izgradnji centra Rotovž pa se tudi pionirska knjižnica seli v novo gradnjo. Jutri bo pretežno oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne smo v Radencih in v Murski Soboti namerili 12 stopinj, v Lendavi 13 stopinj, v Krajinskem parku Goričko pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne pretežno oblačno, ponekod bodo še možne rahle padavine. Popoldne se bo počasi jasnilo. V osrednji in južni Sloveniji bo pihal jugovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 5 stopinj, dnevna pa med 13 in 14 stopinj Celzija. V nedeljo bo zjutraj in dopoldne marsikje v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo zjasnilo. V ponedeljek bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ponekod bo slana. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 0 do 5 stopinj, dnevne pa od 12 do 14 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do jutri.